V Lendavi so minulo soboto pripravili martinovanje. Dogajanje se je začelo s povorko, ki je krenila izpred dvojezične srednje šole Lendava. V povorki so se zbrali vrtčevski otroci z vzgojiteljicami ter v mimohodu v skupinah predstavili tradicionalna dela v vinogradu, kot je denimo čiščenje sodov, stiskanje grozdja in vsa druga opravila, ki sodijo zraven. Nekateri pa so ob tem v cekarjih gledalcem ob poti ponujali še tradicionalno pecivo. Sam krst mladega vina, kot so nam povedali domačini, pa je potekal v prireditvenem prostoru v šotoru ob hotelu Kubis. Zato smo mi se trudili, da našim gostom, ki pridejo domačinom, in vključimo vse družine. Saj, če pogledamo tu v Lendavske gorice, nekoč so skoraj pri vsaki hiši imeli tudi lastništvo nad vinogradi oziroma kletjo. In to je naša tradicija. Kot sem povedal, letos imamo tradicijo, se pravi, v Lendavi imamo praznik tradicije, naše bogate tradicije in mladega lendavskega vina. In seveda tradicija je tudi, da so cele družine bile vpete v trgatev oziroma za celoletno delo, ker od spomladi do jeseni je bilo veliko vloženega dela. In Martinovo je dan, ko se na nek način veselimo sadov trdega dela čez celo leto in nekoč so bile trgatve meseca oktobra. In Martinovo je bilo takrat novembra kot dan, ko se je mošt spremenil v vino. Sedaj že, ker so trgatve že precej prej, imamo danes že čista svetla vina, pa ne glede na to, tradicijo moramo negovati. In otrokom, ki so danes zares z izvirnostjo pokazali svojo duhovitost in zares, bom rekel, sem iskreno hvaležen vsem vzgojiteljicam in tudi ravnateljici, da so sprejeli tudi to, da so prišli med nas. Kajti tudi delo v vinogradih je od malih nog. Vsi delajo v družini, zato pa sem zelo vesel. V Lendavi pa se niso poklonili le tradiciji, ampak določen del, ki bi lahko šel v pozabo, tudi obudili. Tehnologija je naredila velik napredek. Tudi, bom rekel, na nek način bolezen, ki je prišla v naše vinograde, je pokazala, da moramo ohraniti to tradicijo, saj smo preveč se prepustili tehniki, škropljenju in imeli so nekoč druge sorte grozdja. Sedaj to prihaja že tudi na plano. Pred odrom v šotoru imamo razloženo oziroma razstavljeno delno opremo iz naše žlahtne preteklosti, ko so ljudje nekoč z navadnimi orodji tako obdelovali, kakor tudi pri trgatvi uporabljali za spravilo grozdja. Se pravi, da, to tradicijo je treba negovati in verjamem, da tudi otroci z enim kulturnim, bom rekel, sprejemanjem, tudi z kasnejšim obdobjem, z pitjem, bojo vedeli in spoštovali, ker je v enim kozarcu veliko vloženega dela. In to je prav za nas najbolj pomembno. In tudi danes, ko bo evangeličanska duhovnica blagoslovila ta, bom rekel, to novo lendavsko vino, je tudi ta zahvala za celoletno delo in zato moramo spoštovati to delo in tudi z kulturo to vino tudi zaužiti in spoštovanjem do tistega, ki je to naredil. Ob krstu mladega vina ne sme manjkati vinska kraljica, ki poskrbi za promocijo kraja in vin doma in po svetu. Moja naloga je, da predstavljam prav to vinorodno območje Lendave v Sloveniji, pa tudi po svetu. Zdaj dejansko imamo v Lendavi 3 vinogradniška društva, sodelujem z vsemi 3, imamo različne dogodke, naša 2 največja sta Lendavska trgatev in pa seveda martinovanja. Katera vina so tista, ki jih kraljica predstavlja? Ja, to so večinoma bela vina. Najbolj, kar se tukaj prideluje, kakšen kuve, ker je mešanica. Zanimalo nas je tudi, kako je potekal izbor kraljice v Lendavi.
Dejansko je občina podelila razpis, na katerega si se prijavil. Kasneje so te povabili na kratek intervju oziroma si imel par vprašanj, na katera si mogel odgovoriti in tako si zbiral točke in kasneje so te seznanili z izborom. Kraljica mora poznati tudi specifike okoliša, ki ga predstavlja. So specifična znanja dejansko o predstavitvi vin, pri delovanju, o značilnostih okoliša Lendavskih goric, pa tudi povezava z turizmom. Lendava ima zelo rodno vinogradniško območje. Specifika je ta, kot sem prej omenila, imamo večinoma bela vina, dejansko pa je tukaj eno izmed največ turističnih točk, dejansko v vinogradih, kot je vinarium, in pač vinska pot je zgoraj, pa tudi veliko vinskih kleti, imamo tudi hišo Vina Cuk in tako dalje. Zato imamo tudi kot vse slovenske vinske kraljice različne dogodke po Sloveniji, kjer se družimo, predstavljamo vsaka svoj okoliš in tako se pač širi tradicija iz kraja v kraj. Kulinarične dobrote in vse, kar spada k slavju, so pripravila vinogradniška društva občine Lendava. To pomeni, da raca mora biti za Martinovo, ne? K temu smo pripravili tradicionalno mlince, kar je v Prekmurju običaj. Ker pa mogoče vsi ne marajo dušenega rdečega zelja, smo pripravili sveže zeljevo solato. Ampak da bo kaj na izbiro, ker tudi kuhamo za nastopajoče, tako da smo pripravili tudi domačo pečenko pa dödele. In ne sme manjkati dober špricer, kuhano vino, imamo pa tudi zavitke, in sicer skutinega pa jabolčnega. Za prijetno vzdušje so poskrbeli torej v 3 vinogradniških društvih občine. V Lendavski občini deluje Društvo vinogradnikov Hotiza, potem naše društvo, se pravi Društvo vinogradnikov Čentiba in pa tudi Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava. Ni toliko razlike med nami, ker smo, bom rekla, tukaj v sosedstvu. Naše društvo v resnici praznuje zaradi tega dogodka naslednji teden. Imamo tudi mi svoj krst mošta, bi pa mogoče poudarila, da naše društvo je pa pobrateno za veliko društvi in z vinskimi redi iz Madžarske. In se obiskujemo, tako da naši gostje na našem martinovanju bodo tudi iz Madžarske, pa tudi mi obiskujemo potem njihova. Pohvaliti velja, da so vsa društva združila moči ob občinskem martinovanju. Bom rekla, to smo nekako mogoče tudi dolžni naši občini in v veselje nam je, saj sodelujemo tako od Bogračfesta do Lendavske trgatve, od dneva ribje čorbe, tako da ne manjkamo na nobeni prireditvi. Vina, ki jih ponuje lendavski vinogradniški okoliš, je opisala tudi Faričeva. Zadnje čase se je to obrnilo bolj na žalostno, saj zaradi te fitoplazme oziroma zaradi ameriškega škržatka se pojavlja to, da veliko vinogradnikov izseka svoje nasade in je zmeraj manj tega. Tisti, ki pa še, bom rekla, bolj resno se ukvarjajo s tem in tudi za prodajo, tisti pa kar ne morejo dovolj pridelati. Največ je, mislim, da zvrsti, bom rekla, za špricer vina. Eni v našem društvu pravijo tudi tako delavsko vino, ne, za svojo porabo, to je malo bolj kiselkasto, nekaj pa je tudi flaširanega, tako da pride tudi na tržišče. To je področje, kjer so pač bele sorte trta doma in kot avtohtone so šipon pa laški rizling. Bolj aromatične sorte ima pa rad ta naš škržatek ljubi. V Lendavi je bilo pestro in veselo, mlado vino je krstila evangeličanska duhovnica Judit Andrejek, nato pa se je večer nadaljeval v prijetnem vzdušju. Naj nas spominja tvojo zvestobo in tvojo dobroto, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik dolgoztak a szőlőben, akik verejtékkel és türelemmel gondozták a tőkét, szüretelték, préselték, vigyáztak és őrizték. Áld meg azokat is, akik ezt a bort isszák. Igyák örömmel, ne szomorúsággal.
közösségben és ne magányban, békével a szívükben, ne nyugtalansággal. Áld meg ezt a közösséget, hogy mindig becsüljük és hálával osszuk meg a munka gyümölcseit. És áld meg ezt a bort, a föld és az emberi kéz gyümölcsét, hogy emlékeztessen minket a te hűségedre és jóságodra. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.